Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni gostitelj, predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk, spoštovani gospod premier, dr. Miroslav Cerar, magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in državni svetnik gospod Cvetko Zupančič, spoštovani poslanci, državni svetniki, visoki predstavniki državnih inštitucij, ostali visoki gostje, dame in gospodje. Dovolite mi, da v imenu Državnega sveta drugega doma parlamenta pozdravim letošnji 45. posvet slovenskih zadružnikov. Državni svet je del parlamentarnega ustroja, zastopnik civilne družbe, ki skozi delovanje interesnih skupin uveljavlja svoje poglede, želje in hotenja v zakonodajnem procesu. Glas slovenskega kmetijstva je v državnem svetu neposredno zastopan preko interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, zato smo državni svetniki tako rekoč iz prve roke seznanjeni z razmerami na področju kmetijstva. Kar zadeva odnos med zadružništvom in državo, je ključno, da država razume civilno-družbeno vlogo zadružništva in temu primerno ustvarja spodbudno okolje za njegovo delo. V tem smislu je pomembno podporo zadrugam in zadružništvu v zakonodajnem procesu v času po osamosvojitvi pridodal tudi državni svet. Poudarim naj, da so bili številni zakoni z področja kmetijstva in zadružništva dopolnjeni s pripombami iz vrst stanovsko in zbornično organiziranih kmetijsko-gozdarskih združenj prav z asistenco državnega sveta. V zadnjih 2 stoletjih je kmetijstvo kot panoga prehodilo dolgo pot. Z njo je neločljivo povezano naše zadružništvo. Ponosni smo na zadružništvo in njegovo več kot 145-letno zgodovino. Začelo se je z ustanovitvijo prve kreditne zadruge v Ljutomeru in nato z bliskovito naglico doživelo močan razvoj na celotnem slovenskem narodnem ozemlju, tudi na Koroškem in Tržaškem. Gospodarska in kulturna vloga zadružništva sta bili neločljivo povezani, zato so ga od samih začetkov zaznamovale pomembne narodno-obrambne značilnosti. Danes so razmere precej drugačne. Od kmetijstva, ki je še pred stoletjem zagotavljalo preživetje pretežnemu delu prebivalstva, živi le še nekaj odstotkov tega prebivalstva. Pa vendar, vloga kmetijstva v našem prostoru ni prav nič manjša kot nekoč. Le kot panoga je pridobilo nekatere povsem nove pomene. Poleg strateškega branika zagotavljanja hrane državljanom, postaja kmetijstvo ključno na področju ekologije, ohranjanja kulturne krajine ter poselitve geografsko višje ležečega prostora. Z usmerjanjem v inovativnost in pravilne poslovne odločitve bi lahko zadruge postale zgledi dobrih praks tudi na področju varovanja okolja in vlaganju v obnovljive vire. Prav tako je že mogoče pohvaliti pravilno zastavljene razvojne korake nekaterih naših zadrug v proizvodnjo in ponudbo kmetijskih proizvodov in živil višje kakovosti, specifičnih za določena lokalna območja. Nedvomno se bodo morale slovenske kmetije v prihodnosti iz različnih razlogov še bolj povezovati. Razmere, kot jih narekuje globalizacija, same od sebe silijo v preseganje parcialnosti in zahtevajo, da veliko bolj kot v preteklosti razmišljamo strateško, da razmišljamo kot skupnost, da razmišljamo kot odgovorna država. Zadružništvo lahko v panogi kmetijstva bistveno v večji meri kot do sedaj prevzame vlogo nosilca tehnološkega razvoja, sodobnega menedžmenta in inovacij. S povezovanjem in koncentracijo ponudbe lahko postane pomemben člen v obvladovanju kmetijskih trgov, zadružno dobro organizirana ponudba pa lahko bistveno prispeva k uravnavanju bolj pravičnih razmerij znotraj tako imenovane verige od vil do vilic. V državnem svetu smo že večkrat upozorili na problematiko kratkih prehranskih verig, lokalno pridelane hrane ter javnih naročil
in ob tem v mnenjih posebej izpostavili, da bi morale zadruge v čim večji meri sodelovati v teh procesih in biti del rešitev. Ob obravnavi novele zakona o kmetijstvu smo med drugim ponovno opozorili na nevzdržne razmere v prehranski verigi, ko se od kmetov pričakuje, da bodo na trgu uspešni, hrano pa se prodaja po cenah, ki so za pridelovalce nevzdržne. Nekateri kmetje so se zaradi hudih pritiskov odločili, da s kmetovanjem prenehajo, po drugi strani pa se od kmetov pričakuje velik delež samooskrbe. Državnemu svetu se zato zdi primerno, da je prav država tista, ki varuje šibkejšo stran, predvsem prve deležnike v prehranski verigi. Zato podpiramo napore, da se zadeve na trgu uredijo na način, ki bo preprečeval nedovoljene prakse in onemogočal razmere, v katerih so pridelovalci in dobavitelji prisiljeni v dampinške cene. Vse to pa žal dokazuje tudi, da se hrano kot osnovno dobrino v Sloveniji še vedno ceni bistveno premalo. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Če se obrnemo v četrtstoletno preteklost naše države, lahko ugotovimo, da je bilo veliko storjenega v smeri razmišljanja o vlogi kmetijstva kot strateškega sektorja. Zadružna zveza kot stanovsko združenje je imela, ima in bo tudi imela v prihodnje pri usmerjanju kmetijske politike zelo pomembno vlogo. Z organiziranim delovanjem lahko vpliva na usmeritve države. Je pomemben sogovornik pri vseh odločitvah, ki zadevajo področje kmetijstva in gozdarstva. Brez zadružne zveze bi bili kmetje bistveno manj povezani in zato šibkejši. Dovolite mi, da ob današnji priložnosti čestitam Zadružni zvezi Slovenije in njenemu vodstvu za do sedaj opravljeno delo. Vsem skupaj želim, da bi 45. zadružno druženje uresničilo pričakovanja ter pokazalo nove poti, priložnosti in možnosti zadružnega delovanja tudi po letu 2020. In predno se vam zahvalim za besedo, bi rad samo še to, da bi večkrat slišali tisto Prešernovo, komu naj pred veselo zdravljico bratje čmu zapet, raj kot tisto, le malo vam jedila bratje hranim. Hvala lepa. Hvala gospodu Alojzu Kovci za izrečene besede. No, vidi se čisto jasno, da je vloga Državnega sveta v spremljanju kmetijske politike zelo pomembna, čeprav jo nekateri nažalost tako ne razpoznavajo. Državni svet je le najvišji organ v Republiki Sloveniji, kjer ima kmetje svoje neposredno zastopstvo in ki ni pogojeno z ideološkimi oziroma dnevno-političnimi interesi. Tako da oba predstavnika kmetov, ki skozi interesno skupino kmetov, obrtnikov in svobodnih poklicev direktno udejanjata interese kmetijcev in kmetijske zbornice, lahko to počneta v Državnem svetu tudi na tak način, da neposredno vplivata na zakonodajo. Posvet v zadružništvu je pravzaprav pokazal tudi neko nerazumevanje medijskega prostora za vlogo in način reševanja problemov kmetijstva, ker očitno so vprašanja, ki se jih naslavlja tako na predsednika vlade, v aktualnem trenutku bolj usmerjena v neko drugo dogajanje kot v samo zadružništvo in kmetijsko politiko. Vse jaz razumem, da mediji izkoristijo vsak čas in vsako priložnost, da se pozanimajo o aktualnem stanju v državi, ampak malo vprašanj na temo zadružništva in kmetijske politike in več vprašanj na temo dnevne politike pravzaprav kaže na to, da mediji niso tisti, ki spremljajo aktualno dogajanje, ampak so tisti, ki to aktualno dogajanje tudi kreirajo. Tako je težko po eni strani predsedniku vlade, po drugi strani tudi pristojnemu ministru in Državnemu svetu, ker enostavno nek trud in neka energija ne doživlja pozitivne obravnave, ne doživlja širšega prezentiranja te dejavnosti. Mediji se večinoma bolj ukvarjajo z dnevnimi temami in senzacionalizmom. Tako da moram reči, da danes sem z začetkom posveta zadovoljen z načinom delovanja medijev, medijskim pokrivanjem pa ne.